Dober dan, lepo pozdravljeni. Vi ste, če prav razumem, onkologinja. Tako je, jaz sem Mojca Senčar, sem predsednica Slovenske Evrope Done, bila sem pa vse svoje profesionalno življenje anesteziologinja na Onkološkem inštitutu. Danes se bomo tu v Državnem svetu pogovarjali o endokanabinoidnem sistemu. In telo je odvisno od endokanabinoidnega sistema, saj vpliva na vse druge organske sisteme in procese v telesu. Zanima me, ali je slovenska zdravstvena stroka o tem sploh podučena? Ali se v Sloveniji endokanabinoidni sistem sploh raziskuje? Ali se pri zdravljenju sploh upošteva? Slovenska zdravstvena stroka, mislim, da veliko premalo ve o tem kanabinoidnem sistemu, razen seveda določenih posameznikov, posebno so se začeli s tem ukvarjati na akutni paliativni oskrbi Onkološkega inštituta. Drugače pa stroka veliko premalo ve o tem se ne raziskuje v Sloveniji nič. Kako to, da smo v takšni situaciji? To težko bi rekla, ampak mislim, da v Sloveniji v zdravstveni sistem izredno težko pravzaprav vdirajo novosti. In zagotovo je ena takšnih novost zdravljenje s kanabinoidi. Ta sistem, endokanabinoidni sistem, je bil odkrit že pred več kot 30 leti, ne? In pričakovali bi, da po vseh teh letih, da se v zdravstvenih šolah, na medicinski fakulteti že poučuje dijake in študente o tem endokanabinoidnem sistemu, glede na njegovo pomembnost, ne? A je temu tako? Zagotovo ni temu tako. Pa še nekaj vam bom rekla. Tudi govorijo, da rakaste celice vsebujejo na neke vrste kanabinoidnih receptorjev. Tudi to je pomembno, ne samo druge celice telesa. Ne vem, zakaj so te stvari, te stvari tako počasi razvijajo, ampak vem, ker je pač marihuana pri nas še vedno droga, ki te lahko, če jo gojiš doma ali te dobijo, da jo uporabljaš, lahko greš za to v zapor, kar je še vedno inkriminirana, zato pravzaprav o tem ne vemo nič. Konoplja postaja del normalne medicinske prakse, svetovni trend je to, ne? Tudi v Sloveniji se mnogo ljudi zdravi s konopljino smolo. Je slovenska zdravniška stroka pripravljena na to, ali slovenski zdravniki znajo svetovati svojim pacientom, kako se zdraviti s konopljo? Jaz menim, da se počasi stvari spreminjajo, vendar bi rada povedala nekaj. Jaz sama se zdravim s mešanico kanabinoidov, zato, ker se mi je ponovila bolezen, imam namreč že 35 let mi teče, odkar sem zbolela za rakom dojk, in zdaj se mi je bolezen ponovila in sem imela po zdravilih, ki mi držijo bolezen nazaj, hude stranske učinke. In zato sem se odločila, da si pravzaprav pomagam in prosila tiste, ki se s tem ukvarjajo na Onkološkem inštitutu, da so mi predpisali mešanico centralnega in perifernega kanabinoida, ki mi ne bi pomagal prepričevati te hude stranske učinke. In moram reči, da smo skupaj iskali tisto razmerje THC-ja, DBC-ja in pravzaprav dozo, ki pomaga, ki prepričuje te stranske učinke, ki so res hudi, ampak še nekaj. Jaz nisem želela biti zadeta. Jaz želim, da je moja glava čista, da nimam motenj ravnotežja, da lahko šofiram. In ravno zato menim, da bi bolniki najemali kanabinoide takrat, ko imajo hude neželene učinke, govorim za onkologijo, onkoloških zdravil, ki jim pomagajo, da dalj časa lahko živijo s to kronično boleznijo, vendar bi rekla nekaj. Naj jemljejo tiste kanabinoide, pri katerih se točno ve, kakšna je doza. Namreč pri smoli se nikdar ne ve, koliko učinkovine je
v določeni količini smole in kako ne. Zato jaz zagovarjam absolutno uporabo kanabinoidov takrat, ko ti res lahko pomagajo, vendar takšno, da vedno veš, kakšno dozo je. Tu se ne moram strinjati, ker tudi smola se točno ve, iz katere konoplje je pripravljena in se jo dozira po kapljicah. In tudi, ko človek ne želi biti zadet, se pripravi v obliki svečk in teh problemov ni. Verjetno pa vam je znan tudi entourage efekt, ki pravi, da konoplja najbolj učinkovito deluje v sinergiji vseh kanabinoidov, ki jih vsebuje. Zato se jaz pravzaprav sprašujem, vi pravite, da vam sicer pomaga, ampak jaz se sprašujem, zakaj farmacija strmi k temu, da izolira in sintetizira posamezne kanabinoide, ki dokazano niso tako učinkoviti, kot je konopljina, naravna konopljina smola. Ravno zaradi tega, točno se ve, tudi, ker sem jaz tudi zdravnica, sem tudi tako vzgojena, da pravzaprav zdravilo ti moraš točno vedeti, kako deluje nekatera učinkovina. Da ni določeno zdravilo, da ni enkrat takšen učinek, enkrat takšen. Mogoče pa tudi jaz premalo vem o teh smolah, da bi lahko vam tlele kaj več povedala. Zelo iskreno, in ko bo konoplja legalizirana, se bo vse to lahko potem počasi tudi uredilo, a ne? Absolutno. Ravno jaz sem za to, da se stvari uredijo, namreč pogledajte, za bolnike je izjemno pomembno, da vedo, kaj jemljajo, da ne podlegajo raznim propagandnim vsebinam, razumete, da ne podlegajo temu, da jih ljudje, ki to samo prodajajo, ne izkoriščajo in tako naprej. Stvari morajo biti jasne in urejene. Zdaj bi vas pa še prosila, da pokomentirate, namreč tako kot sami poveste, je v Sloveniji dovoljen sedaj tudi sintetiziran THC. In DBC. Tako, CBD. Konoplja kot rastlina pa je ravno zaradi THC-ja še vedno v prvi skupini prepovedanih drog. Se vam zdi to smiselno, logično, kako vi to razumete? Jaz znova mislim, da bi stvari morale biti urejene, da bi pravzaprav nekdo se moral tega lotiti strokovno in pravzaprav potem zakonodajalcem predlagati, kako se da te stvari reši. Verjetno pa bo morala biti slovenska stroka tudi malo bolj motivirana v to smer, kaj ne? Zagotovo. Kot sem vam rekla na začetku, izjemno malo strokovnjaki vedo o tem in skrajni čas je pravzaprav, da se začne o tem poučevati na medicinski fakulteti. Najlepša hvala. Ni za kaj.